Saba sta romunski umetniški dvojec, ki ga sestavljata Silvija Amančej in Bogdan Armanu, rojena leta 1991. V svojem delu problematizirata fetišizacijo vzhodnoevropske umetnosti strani zahodnih umetnostnih institucij, posameznikov in tudi umetniškega trga. Retrospektivo, naslovljeno Saba od 1979 v vsej možni prihodnosti, je kuriral Maximilian Lerner in vključuje delo Body of Work from 1979 until 1983, ki je nastalo med letoma 2013 in 2015. V bistvu sta si glede načina produkcije podobna umetnikom, ki so ustvarjali v poznih 70. ali zgodnjih 80. letih, ko so v bistvu brez nekih produkcijskih sredstev posegali po vsakdanjem materialu, po nečem, kar se tudi zelo težko proda na nekem umetniškem trgu. Sama najdeta v tem uteho, ker lahko iskreno izhajate iz nekega intimnega okolja. Zaradi zgodovine, ki pa se je že zgodila, imajo v bistvu ta dela nek drug močen konceptualni priliv. Torej, ali je vredno ustvarjati s tovrstnimi materiali danes? Zadeva se zelo fino obrne v bistvu, ker delata ta fiktiven arhiv za 30 let nazaj. Velikokrat rišeta s kemičnim svinčnikom, ki je mogoče aludira tudi na to idejo umetnika, ki posega po vsakdanjih predmetih in si ne more privoščiti v bistvu nekih zahtevnejših materialov. Fiktiven arhiv dokumentira performance časovno umeščene med letoma 79 in 83. Performanci so vedno postavljeni v intimno okolje, bodisi njunega stanovanja v Jašu v Romuniji, bodisi v intimo narave. Različni performanci vključujejo pisanje pisem umetnostnim institucijam Zahoda, kjer želita biti prepoznana in sprejeta in uspešna. To pa vključuje metanje papirnatih letal do zahodnih umetnostnih institucij ali govorjenje besed v kuverte naslovljene na newyorško MoMO. Samostoječi izrezi ob delu Body of Work from 1979 until 1983 pa so v bistvu povečave originalnih fotografij, ki so del tega arhiva. Gre za tiste najbolj ključne podobe oziroma najbolj tudi nekako humorne podobe, ki so del tega arhiva in ki poudarjajo njuno hkratno željo po pripoznanosti na Zahodu, a vendar neko posmehljivost, ki jo čutita do tega izredno rigidnega in ponekod tudi napihnjenega sistema. V tem delu je zanimivo, da zavzameta pozicijo iz preteklosti, ki gleda na sedanjost. Podobno perspektivo pa zavzameta v najnovejšem delu na razstavi Unlovable Prospects, ki je nastalo leta 2020, vendar tu na sedanjost gledata iz prihodnosti. V videu, ki je sestavljen iz 4 epizod, naslavljata oziroma referirata besedila, na katera se navezujeta bodisi v svoji umetniški praksi ali v politični drži. 4 epizode, ki sestavljajo video Unlovable Prospects, so skolažirane in so v bistvu kolaži različnih filmov, različnih tudi umetniških del. Hkrati pa v bistvu referirajo njuno branje določenih besedil, ki so jima blizu. Kolažiranje vključuje tudi podobo dnevne sobe, ki zopet aludira na nek pretekli čas, kar smo želeli vzpostaviti tudi s postavitvijo na sami razstavi z dodatkom udobnih sedežev, stoječe svetilke in domačih tapet. Na razstavo je vključena tudi serija Angelus Novus iz leta 2016, ki jasno referira na umetniško delo Pavla Kleja iz leta 1920, ki ga je v besedilu ovekovečil Walter Benjamin.
Klejev angel se ozira na kup razvelin, posledic pretekle katastrofe, od katerih se angel zgodovine ne more odvrniti, vendar ga veter napredka potiska naprej v prihodnost. Sabin angel je tu breztelesen in je upodobljen kot neznani leteči predmet ali vsevidno oko. Z napredkom pa sili v ponavljanje preteklih katastrof, tako da se zdi mnogo bolj brezupen kot Klejev angel zgodovine. Njuna praksa vključuje dela, ki prikazujejo oziroma izpostavljajo odtujenost, ujetost v neko zaprto hermetično strukturo, ki vedno znova v bistvu cuza iz posameznika. Ta mehanskost oziroma rigidnost tega pa je najbolje v bistvu predstavljena v podnapisih oziroma v besedilih, ki so del originalnih risb s črnilom v seriji Angelus Novus. Ujetost v tesnobo oziroma v kapitalistični svet, ki ga kritizirala Amančej in Armanu, se najbolje vidi tudi v seriji pesnitev oziroma pesmi naslovljenih Poems iz leta 2016. Tehnoljub in utripajoče podobe hitro menjajočih se risb s črnilom prikazujejo ujetost, brezizhodnost posameznika oziroma posameznice v današnji strukturi dela. Nasproti videem naslovljenih Poems so nanizane tudi risbe s črnilom, ki so v bistvu glavni akterji v teh hitro utripajočih videih. Ekonomično oziroma politično situacijo, znotraj katere obstajamo in v kateri sta se znašla tudi dva mlada umetnika, pa naslavljata v videu How to Migrate Towards a Future iz leta 2019. Video začneta in končata iz osebne perspektive mladih prekarnih umetnikov v vzhodni Evropi, samo jedro videa pa je namenjeno slabim delavskim razmeram, katerih so deležni romunski delavci na splošno. Na robčkih Bogdan Armanu zapiše v bistvu svoja občutja glede lastnega položaja umetnika v Romuniji, v Jašu, kjer se z umetnostjo težko preživlja. Robčke pa sta izpostavila kot nekaj klasičnega oziroma kot nek tak element, ki je bil blazno popularen v performativni umetnosti začetka 80. let.